Vsem prav lep pozdrav, najprej kratko opravičilo za zamudo. Seja, kot verjetno sami vidite, je bila izjemno dolga, vendar je bila tudi izjemno kvalitetna, tako po sestavi kot po vsebini. Tisto, kar iz nje nedvomno sledi, je, da se Slovenija sooča skupaj s celotno Evropsko unijo v tem trenutku z največjimi varnostnimi izzivi v vsem času od zmage v vojni za samostojno Slovenijo naprej. Proces, ki smo mu priče, zagotovo ne bo kratkotrajen. Gre za vprašanje migrantske krize, ki bo po nekaterih napovedih, to je tudi ocena predstavnikov vlade, trajala dlje časa in se bo verjetno merila v letih. Edina trajna rešitev bi bila poseg na območja, kjer se je vse to začelo, tam ureditev razmer, vzpostavitev normalno delujočih držav in seveda ekonomske situacije, ki bi omogočala ljudem normalno, človeka vredno življenje. Zaradi različnih mednarodnih okoliščin, pri Siriji gre tukaj predvsem za prisotnost velikih sil, veste, da zdaj ravno Rusija gradi taborišča za vojsko dodatno v obrambi sedanjega predsednika Asada. V Siriji pa pač kakšne hitre stabilizacije teh terenov ni mogoče pričakovati. Morda nekoliko prej na območju Severne Afrike, Sirija pa je vprašanje, ki bo odprta še zagotovo nekaj let. Vse to seveda postavlja Slovenijo pred povsem drugačne izzive. Potrebno bo spremeniti politiko, potrebno bo usmeriti sredstva in pa vse, kar je potrebno za to, da se zagotovi tisto, kar v Sloveniji imamo, pa se morda sami ne zavedamo, kaj imamo. To je vprašanje varnosti. Tako kot v Sloveniji mirno in varno živimo, verjemite, tega skoraj v Evropi ni, zagotovo pa je to izjemna redkost v svetu. To je kvaliteta, ki jo je pač potrebno ohraniti in za to, da bi to tudi dosegli, bo naša komisija predlagala določeno iniciativo in bomo, to smo sklenili soglasno, predlagali, da se vse to, kar smo danes odprli, v obliki poročila in priporočil potem obravnava tudi na seji Državnega zbora Republike Slovenije. Lahko malo bolj konkretni, kaj pa bo v teh priporočilih? Gre za vse to, o čemer smo danes govorili in kar, upam, sem že dovolj jasno povedal. Potrebno bo nehati biti naiven, potrebno se bo soočati s novimi izzivi in potrebno bo pač sprejeti vse, kar je potrebno za obrambo tiste vrednote, ki je gotovo prva in omogoča obstoj vsega drugega, to pa je vprašanje varnosti. Torej Slovenija le ni tako varna, je lahko ogrožena? Slovenija ima v tem trenutku izjemno srečo, da se je val migrantov še zdaj enkrat v veliki meri izognil z vsemi posledicami, ki prinaša. Vendar, če pride do zaprtja mej, ki so že napovedane, recimo Madžarska napoveduje za 15. september, da bo poslala vojsko na mejo, Avstrija tudi pripravlja mobilizacijo oziroma je delno že izvaja in tudi napoveduje nadaljnjo zapiranje meja, potem se bo Slovenija znašla na vrhu neke vrste balkanskega klina. In v tem primeru bodo tukaj ljudje, ki želijo naprej, ki sicer ne želijo ostati v Sloveniji, vendar se bodo znašli pred zaporo in seveda v tem primeru bomo soočeni lahko z zelo velikimi težavami in to mnogo hitreje, kot si to sploh sami predstavljamo. In kaj bo Slovenija glede tega ukrenila? Vse, kar je pristojnih služb, od policije do vseh drugih si seveda prizadevajo, da do tega ne bi prišlo. Pri tem Slovenija sodeluje tudi z drugimi službami v ostalih sosednjih državah, pa v okviru celotne Evropske unije in v okviru Zveze NATO. Vendar je treba vedeti, da je problem, s katerim se soočamo, tako velik, da je znotraj ene same države, celo znotraj Evropske unije, kot celote izjemno težko obvladiti. Ali imamo torej rešitev za to? V tem trenutku gre samo za to, da se čim bolje pripravimo in da seveda, kot rečeno, v javni komunikaciji, v pripravah, v politiki prenehamo biti naivni. Tukaj gre za vprašanje varnosti, za prvo in temeljno vrednoto, ki je pogoj vsega drugega. Bo tudi Slovenija zapirala meje?
Slovenija fizično v tem trenutku verjetno niti ni sposobna v celoti zapreti mejo, dejansko to tudi ni njen namen. Naš namen je, da se seveda ohrani varnost, da se v celoti izvaja šengenski sporazum, to je tudi naša brezpogojna zahteva do vseh držav in pa v Sloveniji ga mimogrede v tem trenutku tudi v celoti uresničujemo in pa da v celoti izvršujemo vse predpise in pa mednarodne obveznosti, ki smo jim v tem trenutku zavezani.